Nekateri starši otrok iz 7. razreda mariborske Valdorske šole so opozorili na hude nepravilnosti, ki naj bi se dogajale pri urah športne vzgoje profesorja Jerneja Perka. Pred kamero niso želeli v pritožbi, ki so jo poslali Inšpektoratu za šolstvo in šport, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu za šolstvo, pa so zapisali. Otroka, ki se boji višine, je silil plezati v višino. Vztrajal je tako dolgo, da je otrok utrpel psihične posledice, zdravniško utemeljene. Dne 19.2.2018 so 3 otroci pri pouku iger videli učitelja, ki je gledal 2 deklici v zadnjo plat in se oblizoval. To je storil po izjavah otrok 2-krat. Pri tožbi so izpostavili tudi odnos razredničarke Zorice Faleš, ki naj bi jo ravnatelj seznanil s vsebino domnevne pritožbe. Ko je razredničarka izvedela od ravnatelja, kaj se je zgodilo pri pouku športne vzgoje, z ravnateljem je bilo izrecno dogovorjeno, da se varuje anonimnost otrok, je od ene izmed deklic zahtevala, da pove vsa imena otrok, ki so prizor videle in deklet, ki so bila gledana. Potem je enega po enega izpostavila in jih poslala ravnatelju na razgovor. Med več neprimernimi izjavami je nekaterim otrokom tudi dejala: "Na bruhanje mi gre, ko vas poslušam, najraje vas ne bi učila." Ravnatelj Maksimilijan Rimele naj bi vse to prikrival, zraven pa še kršil anonimnost učencev. Posledično si nekateri učenci ne upajo ničesar več povedati in so pretreseni, v pritožbi navajajo. Otroci so morali pričati brez spremstva staršev oziroma zakonitega zastopnika. Natančno so morali pokazati z usti in jezikom, kaj je učitelj delal. Otroci so bili po zaslišanju pretreseni. Na koncu so še izrazili zaskrbljenost in poudarili, da jim ne želijo več zaupati svojih otrok varstvo, vzgojo in učenje. Ravnatelj Maksimilijan Rimele očitke zavrača in trdi, da so postopki potekali v skladu s šolskimi pravili, pri tem pa niso ugotovili nobenih nepravilnosti. Lahko vam pa zatrdim, da dejansko so bili do sedaj vsi postopki peljani v skladu z našimi pravili, ki jih imamo tukaj na šoli, v skladu z pravili, ki smo jih dejansko dobili strani našega pravnega svetovalca, in nismo ničesar, kar bi v bistvu lahko vplivalo na varnost otrok ali pa njihovo, bom rekel, integriteto, ničesar nismo do zdaj opustili. Tako da, ampak res o podrobnostih pa zdaj ne želim, ker se zelo bojim predvsem posledic za naše zaposlene, ki so v tej zgodbi noter navedeni z imeni in priimki, kar se mi zdi resnično grozljivo. Starše, ki so podali pritožbo, poziva, da izjave dokažejo, saj gre sicer, tako meni on, za razžalitve, ki bodo imele sodne posledice. Škoda je bila narejena, mi bomo pa pač seveda to škodo poskusili čim bolj omiliti in seveda čim bolj oprati dejansko vseh, ki so v tej zgodbi noter omenjeni, ker v bistvu je res grozno, da se lahko na tak način na ljudi en tak madež naredi, res. Po besedah ravnatelja Rimele policija primera ni obravnavala, pa vendarle zgodba zagotovo še ni končana.